Zadnja tekma kroga je bila na sporedu v Ljubljani, Olimpija je doma pričakala Zavrč v nekakšnem derbiju zgornjega dela lestvice. Zavrč je bil na visokem drugem mestu, imel je kar 15 točk, le eno manj pa Olimpija na tretjem mestu, še vedno neporažena v letošnji sezoni. Imeli so tudi tekmo manj, prva akcija za goste, priložnost Kresingerja in dobra obramba Šelige, ki je žogo izbil v kot. Še en prosti strel, odbita žoga Šelige, točno v Matjašiča, ki je meril mimo gola. 11 metrovko so zahtevali Ljubljančani, a tokrat je bil tole kot za Olimpijo. Na koncu se je pokazalo, da je vendarle žoga zadela nogometaša Zavrča v glavo in se odbila v kot. Še ena akcija Olimpije po desni, prodrl je Jovič, našel Valenčiča, ki je meril mimo gola. Nova akcija tudi gostov iz Haloz, poskušal je s predložkom Kelenc, Kresinger pa je zgrešil žogo in zapravil veliko priložnost. Na drugi strani pa sam pred vrati Šporar, odlična obramba Raniloviča, mimo gola pa je potem še meril Valenčič in končan je bil prvi polčas. V drugem delu pa veliko boljša igra Olimpije, najprej priložnost za Šporarja, ki je streljal, odlična obramba Raniloviča, ki je žogo uspel izbiti nazaj v polje. 56. minuta, priložnost za Kapuna, ki je prišel do strela in odbite žoge, poskušal je daleč Nik Kapun, na koncu pa je žoga končala v mreži, takole je streljal mladi nogometaš Olimpije in nekdo je podstavil nogo, to je bil Toni Datkovič. In prevaral svojega lastnega vratarja za 1:0. Veselje Kapuna, takole pa zadetek za Olimpijo in Ljubljančani so prišli do prednosti. Že v naslednji akciji pa priložnost za Ljubljančane, spet je bil pred vrati Andraž Šporar in spet je žogo mrežo pospravil Toni Datkovič. Meril je Šporar, tudi tokrat je Datkovič podstavil nogo z najboljšim namenom, a še drugič premagal svojega lastnega vratarja. Do konca še nekaj priložnosti, najprej zgrešil Matjašič in potem še pravi projektil Omladiča, žogo je odbil Ranilovič in tekma se je končala z 2:0. V drugem delu je Olimpija dala nekoliko višjo prestavo in dosegla 2 gola za pomembno zmago proti Zavrču. Ja, bila je ena težka tekma. Zavrč se je pokazal kot čvrsta, solidna ekipa, tako da smo v prvi polčas težko prebijali in prišli do priložnosti. Ampak na to drugi polčas smo se dogovorili, da štartamo še bolj na polno in to se nam je obrestovalo in mislim, da smo zasluženo zmagali. Ja, definitivno. Prvi polčas obojni smo bili čvrst tekmec, tako da rezultat je bil po prvem polčasu nekako realen, drugi polčas pa za te nijanse se odloča, ne.